Lepo pozdravljeni vsi gledalci in gledalki tega pogovora. Namen je danes, da predstavimo aktivnosti in organizacijo in pa tudi program Zavoda za narodno suverenost. Z mano sta Andrej Dojnik, direktor zavoda, in pa magister Blaž Kavčič, soustanovitelj zavoda. Andrej, ti si pred kratkim sprejel to funkcijo direktorja Zavoda za narodno suverenost, pa me zanima, zakaj si sprejel to odgovornost, kaj te pri tem motivira? Ja, moram povedati, da je direktor Zavoda za narodno suverenost težka pa naporna naloga, ne. Zato sem se odločil, ker hočem narediti pač neko spremembo pri nas v Sloveniji, ne. Dejansko moramo to našo državo dati, da bo imelo oblast ljudstvo, ne, kar pa sedaj ni, ne. Pač jaz mislim, da s skupnimi močmi bomo to uspeli, zato sem se tudi aktivno vključil v to zadevo. Povedal si, da imaš rad izzive, ampak tokrat je to kar težaven izziv, ne? Sploh glede na to, da se mi zdi, da v tem trenutku niti ni več problem, da ljudje ne bi vedeli, zakaj gre. Večji problem se mi zdi, ali so ljudje pripravljeni, da se povežemo in da ukrepamo v zvezi s tem, kar se trenutno dogaja v svetu, glede na globalistično agendo, ki poteka. Ja, to je problem, ne, ker ljudje še vedno spijo, ne, in pač težko jih je zbuditi iz tistega spanca, ne. Jaz mislim, da bo prišel čas, ko se bodo zbudili, ne, in se bojo pač isto misleči k nam tudi priključili, da pač mi razširimo to našo mrežo in s tem zagotovimo, da bo pač zavod dosegel svoje cilje, ki jih imamo, in organizacijo našo povečamo tudi, ne. Blaž, ti si imel pestro kariero, imaš izkušnje iz gospodarstva in tudi državniške izkušnje. Prav tako imaš veliko znanja, si pridobil s svojim rednim raziskovanjem, študiranjem. Pa me zanima, kdaj je zate prišel ta moment, ko si sklenil, da ne moremo več samo gledati in čakati, kaj se nam dogaja, in si začel delovati v to smer, da bi se ljudje med sabo povezali in ukrepali, ne, proti naši osvoboditvi. In če poveš, kako je potem nastal Zavod za narodno suverenost? Zavod za narodno suverenost je zdaj najnovejši naš poskus, projekt, napor, s katerim želimo se usposobiti, da pomagamo državljanom Slovenije prvič pri obrambi proti COVID-19 projektu in njegovim posledicam, drugič pa tudi, da pomagamo povezati državljane Slovenije na poti osvoboditve in drugačnega načina upravljanja z našo državo. Zdaj, jaz sem že kot predsednik državnega sveta začel proučevati, se pravi, to je bilo nekje obdobje 2007-2012, sem začel proučevati trende, megatrende svetovne, ne, in takrat je na moj predlog državni svet obravnaval in potem sprejel nekaj strateških dokumentov, ki med drugim kažejo to, da je človeška civilizacija zabredla v temeljna neravnovesja na večjih ravneh, na svetovni ravni, na ravni nacionalnih držav in na osebni ravni, se pravi, kako deluje ta sistem na posameznika, na človeka. In od takrat naprej potekajo poskusi, večina v okviru sistema, kot je še zdaj, ustavni sistem in politični sistem, kot ga Slovenija ima, z stranko zelenih, pa potem pred tem liberalno demokracijo, pa potem smo sodelovali tudi z Mirom Cerarjem in raznimi pobudami, ampak pokazalo se je, da ta politični sistem, ki je pač po vsem svetu standardiziran sistem parlamentarne demokracije, je dosegal pač stopnjo svoje gnilosti, da se v okviru tega sistema ne da
realizirati upravljanja družbe v dobro državljanov. Nobene države, pa tudi Slovenije ne. No in od takrat naprej deluje zadeva in po svoje je pravzaprav tale korona, ne, ki je izbruhnila v začetku leta 2020, tudi nek pozitiven šok, ker predtem je izgledalo, da bo kar nekako šlo in tudi jaz mogoče nisem tako drastično razmišljal. Ta korona je pa pokazala, da se je milijarderska kasta na svetovni ravni odločila izpeljati depopulacijo, vojno proti človeštvu in naravi in da misli do leta 2040 doseči tisti strateški cilj, ki se ga opisuje na različne načine, to zmanjšati število prebivalstva na Zemlji od 8 milijard na 500 milijonov, se pravi, to je projekt depopulacije in transformacije vsega živega in naravnega v sintetično in kibernetično. Ne. To je za normalnega človeka smrt. Ne. Zdaj poskusov je bilo več. Oktobra 2020 smo v okviru neke skupine 8 slovenskih strokovnjakov oblikovali nek memorandum, ki je še vedno aktualen. Jaz sem sodeloval osebno z velikim številom raznih gibanj, posameznikov in tako naprej, ampak pokazalo se je, da je edino ta zavod, ki smo ga zdaj postavili z Andrejem Dojnikom na čelu, tista organizacijska forma, ki se prvič opira na slovensko ustavo in drugič na nepodkupljeno znanost. Mi nismo tu zbrani ljudje, ki bi zaupali znanosti, ampak znanost proučujemo, jo spoštujemo in tistega, kar je dobrega v znanosti, in tega je veliko, vključujemo v svoje stališče in svoj program. Naša temeljna programska usmeritev v tem zavodu, ki ga vodimo skupaj z Andrejem, je, da mora politika biti podrejena ljudstvu in ne obratno, kot je sedaj primer. Zato imamo jasno oblikovana stališča, kaj so vzroki in kaj so posledice družbenih dogajanj in strokovno in natančno zavračamo milijarderske prevare, s katerimi milijarderska kasta pospešeno izvaja zastrupljanje, ropanje, razčlovečenje ljudi in pobijanje. Zavzemamo se za vzpostavitev ustavne demokracije od ljudi, za ljudi, z vrednotami, glavnimi vrednotami naravnega življenja, duhovnosti in negovalnega odnosa do žive in nežive narave. To je nekako programska usmeritev naše skupine v okviru Zavoda za narodno suverenost, ki je zdaj najbolj razvita oblika poskusov organiziranja ljudi v eni izjemno komplicirani situaciji, kjer je v bistvu gre za svetovno vojno, ki jo pa ljudje kot take ne dojemajo, ker je to hibridna vojna. In zato ne moremo tudi zameriti državljanom, da ne razumejo vsega ali pa da se tudi podzavestno ali zavestno ogibajo razumevanju tega, kar je v agendah jasno napisano, zato ker so večinoma ljudje, normalni ljudje, ki pošteno upravljajo svoje delo. Problem pa je, s katerim se ukvarja naš zavod, da upravljanje države pa ni upravljeno tako, kot vsak od državljanov Slovenije in širše, ne, po celem svetu, vsak poskuša pošteno upravljati svoje delo, ali pa vsaj večina ljudi. Upravljanje države je pa poverjeno podkupljencem in mafijašem. To je problem tega trenutka. Andrej, kako bomo dosegli naše cilje in pa če morda poveš v tem kontekstu tudi, kaj tebe kot podjetnika v tem trenutku najbolj skrbi? Naše cilje bomo dosegli dejansko z širjenjem informacij, ne, istomislečih ljudi. Pričakujem tudi, da se bo istomisleči ljudi povezali v naš zavod, da bomo lahko z skupnimi močmi pač dosegli to, kar sem že prej povedal, in realizirali zadeve. Kar se pa tiče podjetništva, pa me zelo skrbi v času te pač zadeve, ko je bila aktualna leta
2020 pa naprej, ne, je bil problem pri večini podjetnikov to, ker niso razmišljali dejansko za svojo glavo in so gledali samo pač tiste medije in to. Mi dejansko nismo imeli nobenih problemov nikjer, mi smo delali normalno, vse do sedaj in še tudi sedaj delamo, ne. Je pa res, da sem se kar z mnogimi podjetniki pogovarjal in nekateri od njih, kaj sem jim pač razložil in svetoval, kako mi delamo, ne, da pač preživimo, ne, in delamo dejansko normalno, so se strinjali, eni so pač nas posnemali in so se oprli vsem tem ukrepom, ne. Eni so pač dejansko popustili in tisti, kateri so popustili, so tudi dosti od njih je kar zaprlo svoja podjetja potem zaradi pač izgube dela in dejansko kadra in dohodkov, ne. Tako da tu jaz vidim, da je pri podjetnikih kar problem, ker dejansko nočejo spregledati, še vedno zaupajo institucijam, ne, kot so, te pa so žal zlagane in napačne, ne. Napačno nas usmerjajo, ne. A pa je to res zaupanje ali to samo zaradi totalitarnosti režima? Kajti, če ne sprejmeš pogojev, zahtev, potem, kot praviš, ne, so mnogi tudi zapirali svoje podjetje. Ja, menim, da je to, ker pač ljudje ne dojamejo še sedaj vsega, ne. In nekateri bodo, nekateri pa sploh ne bodo, ne, dojeli. In jaz mislim, da je zato, da je kar tu velik problem. Kako vidva oba opažata v zadnjih morda 10-20 letih, da se namenoma uničuje naše gospodarstvo? Ti, Andrej, morda iz svojih podjetniških izkušenj, kako se namreč vsaki neki umetno povzročeni krizi, kot je projekt COVID in pa potem vojna v Ukrajini, vidimo, ne, da korporacije služijo milijardne zneske, medtem ko mala podjetja nastradajo, ne. Kako bi to komentirala, to sistematično uničevanje našega gospodarstva? In kaj so po agendi načrti za naše gospodarstvo, ne? Bodo mala podjetja sploh lahko preživela v nadaljevanju? Izvoli, ker ti... Ja, problem je to, da nas tiska v kot vse mala podjetja, ne. In zdaj, če se ne bomo oprli dejansko vsi v kompletu, se nam dejansko bliža konec, ne, in bo lahko vsi počasi zapirali, ne. Ker nas dejansko prisiljujejo, ne. Ker če ne boš naredil to, kot pogojejo, ti vzamejo, ne vem, dohodke, ti vzamejo, prekinejo pogodbe, to je namerno uničevanje, ne, celotnega gospodarstva. Pa večina podjetnikov, kot je, se pač nima možnosti. Možnost bi bilo, da se oprejo vsi, ampak to se ne bo zgodilo, zato ker so večina od njih tudi sodeluje z velikimi korporacijami, ne, in so dejansko tudi plačani od njih, ne. Zato je pač to sta dve taki dilemi, ne. Manjši pa tisti malo večji in tisti malo večji so še vedno financirani in tisti nekako vozijo zaenkrat, ampak dolgoročno se tudi njim slabo piše. In jaz mislim, da edina možnost je, da stopimo skupaj za isti cilj, na isto pot preživetja, kot imamo mi, se vključimo in aktivno delamo, če hočemo dejansko osvoboditi pa obrniti komplet državo, da ima oblast spet ljudstvo. Blaž, po agendi ni predvideno, da bi ljudje lahko bili močni, samostojni, finančno neodvisni. Kaj bi ti povedal o teh planih? Ja, postavila si dobro vprašanje, kaj se je dogajalo v zadnjih desetletjih, ne? In to je pravilen pristop, ker dogajale so se stvari, ko je šlo za lepe naslove, naprimer konkurenčnost gospodarstva, prosta konkurenca, nevidna roka, ampak dejansko je pa v ozadju bila sistematično začrtana pot v totalne monopole. Se pravi,
Nas se je prepričevalo gospodarstvenike, jaz se spomnim še tudi, ko sem bil poslanec v državnem zboru, takrat je bilo vprašanje, kaj narediti s pivovarno Laško in tako naprej, ne. In so v bistvu bile lansirane take propagandni slogani, a ne, saj za pivo ni važno, kdo ga proizvaja, važno, da je poceni, ne. To so take stvari, ki na nek način imajo neko logiko, ne, ampak so prevare, ne. In največja prevara je to, da je ta sistem, ki se strokovno imenuje neoklasična politično-ekonomska šola, njena neoliberalna visoko financializirana smer, pomeni uvajanje monopolov, propagira pa konkurenco, ne. In gospodarjenje, kot lahko Andrej potrdi, je vse bolj komplicirano, zbirokratizirano, za neko majhno in srednje podjetje postaja vse bolj nevzdržno, kako sploh priti do posla, kako izpolnjevati pogoje, vse so neki certifikati, neki preizkusi, neke zahteve in neko enostavno poslovanje, kjer bi se ljudje lahko posvečali poslu, izginja. Slovenci smo še recimo v povprečju v boljšem stanju, vidim na terenu, kot na primer v Ameriki ali pa pod nekod druge, več je zdravega razuma, več je še vedno zdravega podjetništva, ampak je ogroženo in izginja. Se pravi, ne gre za to, da bi te stvari, ne, gospodarski trendi niso napaka, ne. So v bistvu logične posledice sistema, kot je postavljen. Sistem je pa postavljen tako, da vodi v totalno monopolizacijo in v uničenje srednjega in malega gospodarstva. Žal pa je tako, kot pravi Andrej, da naši gospodarstveniki bodo vzrojili šele takrat, ko utegne biti že prepozno. Zato poskuša naš zavod opozarjati zdaj, ko je čas, da se postopno organiziramo, in da znamo v prvi fazi v okviru veljavne ustave odločno zagovarjati naše interese. To je prva faza, ne. Na dolgi rok je tako, ne. Gospodarstvo je del družbe, ne. In gospodarstvo ni samo sebi namen, zdaj imamo pa čist na glavo postavljen odnos med financami, gospodarstvom in družbo. Na vrhu so finance, namesto da bi bile, za finance se pa ve, a ne? V financah se nova vrednost ne ustvarja, finance so odličen služabnik in katastrofalen gospodar. Se pravi, finance morajo služiti gospodarstvu in družbi, gospodarstvo pa služi ljudem. Gospodarstvo ni samo sebi namen, a ne? No, in v knjigi, ki smo jo spravili skupaj, a ne, kako bomo preživeli in uspeli, tudi sistematično analiziramo razvoj konceptov gospodarjenja, ne, ekonomije, od antičnih časov do sodobnih politično-ekonomskih šol in tudi opozarjamo na to, da je kakršnokoli pričkanje, ki smo mu priča vsak dan zdaj, ali komunizem, ali socializem, ali kapitalizem, ali katerikoli izem, to so stvari preteklosti in se namenoma te teme meče ljudem. Mi smo zdaj v dilemi, ali se bomo borili za vzpostavljanje humanizma, se pravi človeku prijaznega sistema, ki se ga da realizirati samo znotraj suverene nacionalne države, ali bomo popustili pred pritiski, ki so zdajle nevzdržno močni, a ne, v smeri transhumanizma in tehnokracije. Se pravi, ali globalizem, ali življenje. Tako da gospodarske težave so planirane, so neko tresenje družbe po celem svetu, tako kot so planirane tudi vojne, tako kot so planirane tudi pandemije. To so vse sredstva globalistične, globalne kaste, milijarderjev, za vzpostavljanje kaosa, v katerem dominira koncentrirana moč. Se pravi, gospodarstvo slovensko ima zdrave prvine, ampak je treba vzpostaviti možnosti ponovnega dviga
se pravi, ustvarjanja večjega dela dodane vrednosti v Sloveniji. Ker sedanji trendi kaže na to, da bomo lahko samo še sluge. Vso vodo, vso hrano, vso kmetijstvo, vso industrijo prevzemajo giganti globalni, katerih namen pa ni dober produkt za dobro ceno, trajen in tako naprej, ampak je izčrpavanje vrednosti od ljudi. Ja, zdaj, če pogledamo na Slovenijo, je bila še pred 100 leti pretežno agrarna dežela. 100 let kasneje nam v prehrano uvajajo insekte. To se mi zdi, da smo zelo nizko padli. Ne? Zelo nizko smo padli, ampak mogoče je pozitivno v tem to, da bo ta nesramna in nepotrebna projekcija globalistov vendarle naletela na zdravorazumsko upiranje normalnih državljanov. Kajti insekti v hrani so strup. Človeška prebava in človeški organizem ni razvit za prebavo insektov, kot so recimo ptiči. Ptiči se z insekti hranijo. Človekov prebavni trakt ni tako razvit. In povsem nepotrebno je, tako kot je ameriško-norveški ekonomist že 100 let nazaj pojasnil, se pravi Thorstein Veblen. Ni res, da bi mi živeli, že takrat 100 let nazaj ni bilo nekega pomankanja globalnega, zdaj še manj. Mi živimo v družbi obilja, kjer so pa sedaj prišli do eksponencialno velike moči najbolj uničevalni mehanizmi in se troši veliko preveč, ampak se ne troši za ljudi. Vsak človek ima pač neko skromno obseg stvari, ki jih lahko potroši. Največje vrednosti danes v svetu se trošijo za vojaške proračune, za vojne, za uničevanje, za neko medicino, ki ljudi zastruplja in pobija, namesto da bi jim krepila njihovo zdravje, za neko propagando, ki ljudi poneumlja, za popolnoma napačen šolski sistem, za popolnoma človeku nekoristno usmeritev kulture, ki ljudi ne dviga duhovno in etično, ampak jih muči. Sodobna glasba, kultura je izključno transhumanistična, neužitna za normalnega človeka. Se pravi, to so vse trendi v družbi, ki so pripeljali do nekega ekstrema, kjer je človeštvo postalo odločitev, ali se bomo postavili ali se ne bomo postavili. Ampak ravno v primeru teh insektov, ko že misliš, da je to res tista skrajna točka, kjer se bodo ljudje odločno uprli, jaz nimam tega občutka. Se mi zdi, da ljudje to kar sprejemajo kot nekaj normalnega. Pa, če pogledamo, so bile v naši zgodovini v preteklosti večje dejansko krize, lakota, pa mislim, da se naši predniki niso prehranjevali z insekti. To vsekakor drži, ampak jaz bi tukaj želel na kratko pojasniti moje stališče, ki je malo drugače, oziroma ga ne zasledim pri pametnih ljudeh, ki jih zelo veliko poslušam iz celega sveta. Namreč vse preveč je vzdihovanja nad tem, kako ljudje ne razumejo, pa kako se ne upirajo, pa kako... To je v veliki meri tudi res. Po drugi strani je pa treba vseeno reči, normalen človek, obrtnik, učitelj, uslužbenc ima pravico se ukvarjati s svojim poslom. In tam, kjer resnično imamo problem, je, da v Sloveniji, v Avstriji, na Hrvaškem, v Nemčiji, v Ameriki, v nobeni od držav ni oblikovan nek nacionalni obrambni in osvobodilni tim z programom približno takim, kot ga imamo mi. Se pravi, v Sloveniji 6, 10, 15 patriotskih strokovnjakov, ki bi podprli tak program. Se pravi, kaj hočem reči? Nimamo pravice mi od ljudi pričakovati, da bodo ljudje prišli do pravih ugotovitev,
če nimamo 10 strokovnjakov v Sloveniji, ki bi ljudem povedali, kaj je dobro, kaj je slabo, ker iz svojih področij. Ker ljudje se večinoma spoznajo na neko svojo aktivnost, za katero smo se usposabljali, tele glavna družbena vprašanja, kako bo prehrana, kako bo zdravstvo, kako bomo z ravnanjem z odpadnimi surovinami, kako bomo z energijo. Ja, to ne more vsak državljan posebej imeti nekih idej, ki bi se potem seštevale pa neke pametne rešitve presejale iz tega ven. Se pravi, brez nekega strokovnega jedra, ki pa more biti odgovorno ljudstvu, to je prvi korak. In mi ga poskušamo s tem našim zavodom vzpostaviti. Naša vrata so odprta za vse strokovnjake, za vse, ki želijo delati na katerikoli tudi konkretni, operativni stvari, ampak brez nekega programa nacionalnega, kot ga je, recimo, Slovenci so ga v zgodovini imeli, Majster je vedel, kaj hoče general Majster, Matija Gubec je vedel, Trubar je vedel, kaj hoče, Osvobodilna fronta je vedela, kaj hoče, kot neka sila državljanov Slovenije, 15 državljanskih organizacij, ki so bili v stanju v 7 točkah napisati, kaj hočejo. No in tak nacionalni program smo mi, ljudje, ki se ukvarjamo s temi zadevami poglobljeno, dolžni oblikovati, mi smo ga oblikovali, Andrej? In vsakdo, ki resnično želi sodelovati pri realizaciji obrambe Slovenije in vzpostavljanja ljudem prijaznega upravljanja, naj se pridruži. To je Andrej prej izpostavil. Zdaj, tukaj imamo pa, če lahko nadaljujem, ne bi želel biti predolg, ampak se na to navezuje. Večji problem ta trenutek povsod po svetu, pa tudi v Sloveniji, je kontrolirana opozicija kot sama groba globalistična sila. Kajti groba globalistična sila je doživela določen relativni poraz. Niso uspeli v začrtanem obdobju pocepiti toliko prebivalstva, kot so bili strateški cilji. Ampak sedaj so pa rezervni scenariji na vrsti. In v teh rezervnih scenarijih odločilno vlogo je igrala kontrolirana opozicija. To so pa ljudje, gibanja, posamezniki, mediji, ki so mogoče do včeraj so bili popolnoma na naši strani, so imeli vse prav v svojih stališčih, v nekem trenutku se pa vključijo v neko globalistično agendo. Ali pa, še bolj pogost je pa pojav, delnih resnic. Večina teh masovnih, tudi alternativnih kanalov, ki jih gledamo, ameriških, pa tudi slovenskih, pove marsikaj pravilno, ampak to zapakira v neko popolnoma, bi rekel, nerealno ali pa nestrokovno obleko. In v bistvu s tem vzame moč kritiki in vzame moč pravilnim idejam. In v bistvu s tem tudi dekoncentrira in prihajamo do te situacije, da je globalistična sila, ki izvaja vojno proti človeštvu, je vojaško organizirana. Mi, misleci, ki bi radi pomagali svoji naciji preživeti in sebi, imamo pa 1000 različnih idej. In nekaj od tega je dobro, nekaj je zmešano, nekaj in tako naprej. In iz tega stanja poskuša ta naš zavod tudi ponuditi pot. Se pravi, najprej imamo program z nekaj temeljnimi točkami, lahko jih skoncentriramo na 2 temeljni točki, kaj hočemo, in 2 temeljni točki, česa nočemo. In kdor to podpira, ne pride zraven. Naša temeljna zahteva je nacionalna suverenost države Slovenije, druga pa je humanistična usmerjenost, se pravi usmerjenost v naravno življenje, ne pa v transhumanizem. In glavne točke je ne globalizmu in to odločen ne transhumanizmu in tehnokraciji. Se pravi, to so temeljne, potem pa seveda gre zadeva podrobno, kaj na področju gospodarstva, na področju financ, na področju denarnega sistema, davkov, gospodarstva, šolstva,
gozdno-lesne verige, ne, ki je ubita, ne. Kaj z vodo, kaj z zrakom, ne, kako v prioriteto vključiti takošnje prenehanje zastrupljanja državljanov. Zdaj, trenutna prioriteta vseh vlad po agendi, ne, je digitalizacija. Naša vlada je pripravila dokument, krovno strategijo, in ena izmed akcij našega zavoda ne, je bila, da smo to strategijo zavrnili. Pa če lahko, Blaž, morda malo pojasniš, kdo je pri tem sodeloval in kaj so bili naši argumenti, da to odločno zavračamo. Ja, najprej mogoče samo temeljno stališče našega zavoda. Mi ne nasprotujemo tehnološkemu napredku. Mnogi smo sodelovali aktivno pri visokih tehnologijah, tudi pri digitalizaciji, ne. Ampak smo pa odločno proti temu, da se tehnologija postavlja pred človekom, da se tehnologija postavlja kot cilj, človek pa sredstvo. No in to je tudi jedro te naše zavrnitve. Pri oblikovanju tega dokumenta so poleg članov zavoda sodelovali še recimo dr. Tomaž Mastnak, dr. Katarina Vidner-Ferkov, magistrica Karin Rižner, Anton Komat. In ta zavrnitev ima 4 glavne točke. Prva je, pojasnjujemo, da je predlog digitalizacije, ki je transformacija agende 2030, da je protiustaven. Drugič, pojasnjujemo, da ta dokument kratkoročne izredne ukrepe podaljšuje v večnost. Tretji sklop argumentov je, da so predvidene rešitve smrtonosne za državljane Slovenije in uničevalne za naravno okolje, žive in nežive narave. In četrtič, da so utemeljitve temeljijo na nedokazani psevdoznanosti, kar utemeljujemo tudi z ugotovitvami profesorja Ioannidisa in Matijasa Desmeta, a ne, ki dokazujeta, da je večina znanstvenih člankov in ugotovitev falsificiranih. No, konkretno v tem dokumentu se znanstvene osnove postavljajo na napačne temelje, kaj je to, kaj so faktorji bolezni in zdravja, kaj so faktorji okoljskih sprememb, se pravi dejavniki okoljskih sprememb, napačne predpostavke o delovanju političnega sistema in napačne predpostavke o ustvarjanju in delitvi vrednosti, se pravi monetarnega sistema. To so popolnoma zgrešene strokovni temelji, gnili temelji, a ne, ki jih v tem dokumentu tudi razlagamo. Zdaj, predvideva se tudi to, globalisti sami povedo, ne, da v naslednjem desetletju morda ne bo več panoge, ki je ne bi boljše od človeka upravljali roboti. Kako na to predvideno je torej veliko odpuščanje ljudi, kako na to gledajo podjetniki, Andrej, morda, če imaš kakšen odsev, kaj se dogaja, kako razmišljajo o tem, no? So pripravljeni odpuščati svoje ljudi v namen, da jih menjajo roboti? Ja, z mojega stališča sigurno ne. Zaradi tega, ker človeka vedno potrebuješ za take zahtevne naloge, ne. Vse ne more narediti robot, ne. In tudi potem dejansko, če bo to šlo tako naprej, bo dejansko človeštvo izumrlo, ne. Ker če bo sama robotika delovala, sploh ni več smisla življenja. Potem, ker če ne bo medsebojnih odnosov pa ljudi, ne, je vse skupaj
Ja. je res brez veze. Ne? Zakaj je naš zavod recimo zavračal ponujeno rešitev, ki se ponuja kot rešitev, univerzalni temeljni dohodek? Lahko kar oba dva odgovorite na to vprašanje. Blažo prednost. Ja, univerzalni temeljni dohodek je že kar nekaj let proučujem, ker ima zelo simpatičen naslov. Človeka pritegne. Jaz sem se tudi v času, ko sem bil predsednik Državnega sveta, pogovarjal z slovenskimi akterji te zamisli, ne? In ima nekatere pozitivne sestavine, vsaj na prvi pogled. Ne? Zakaj ne bi vsak človek dobil recimo 500 ali pa 1000 evrov na mesec, pa tako naprej. Samo jasno, ko vidiš potem, kaj je dejansko zadaj za tem projektom, cilji milijarderjev iz Silicon Valleyja niso bili, da bi pomagali ljudem s to zamislijo, ne? Ampak je univerzalni temeljni dohodek podobno kot Bitcoin, neka prevara, ki z lepimi navideznimi argumenti ljudi pritegne v neko rešitev, ki pa je dejansko ljudem škodljiva. Univerzalni temeljni dohodek dejansko pomeni, ljudem najprej vzamemo vse, potem jim pa vzamemo jim in zaslužek, in delo, in ponos, potem jim pa nekaj po kapljicah dajemo neko miloščino, s katero težko preživijo. To je nečastna rešitev, to je žaljiva rešitev, ne? In ni rešitev. Ne? To je univerzalni temeljni dohodek, je eno od najbolj grdih, sprevrženih orodij. Ne? Toliko bolj mu gre zameriti ta poskus prijaznega naslova. Ne? Tako da ljudje v bistvu pa počivajo vse te navidezne rešitve na popolnoma napačnem razumevanju družbe. Ne? Kako nastaja vrednost v družbi, kako se meri, kako se deli. Ne? In tukaj v bistvu si želijo milijarderji, parazitski razred, parazitska kasta prisvojiti, da bojo kot tisti lastniki monopoli igre, oni predpisovali pravile, delili žetone, ljudje pa se bojo tepli za njih. In ta avtomatizacija, ki naj bi metala ljudi iz službe, od šoferjev do vseh storitev in tako naprej, je popolnoma sprevržena ideja. To pomeni, ljudem najprej vzameš vrednost, in delo, potem jim pa daješ nekaj nazaj. Zavedati se moramo tako, da v zadnjih 400 letih je temeljni izvor akumulacije, iz katerega se je ves tehnološki razvoj dogajal, je sužnje lastništvo. Vse tehnološke revolucije so počivale na sužnje lastništvu. In sužnje lastništvo še vedno poteka. Ne? Je potekalo v Sovjetski zvezi, v tistih njihovih taboriščih in v ameriškem zapornem sistemu. Sužnje lastniški sistem je nemoteno tekel naprej. In to je največji izvor akumulacije. Se pravi, ta sistem je v osnovi ni usmerjen negovalno do družbe kot celote. Ker če mi hočemo dobro delujočo družbo, v kateri vojne niso potrebne, v kateri kriminal ni potreben, ker smo vsi zaposleni, vsi ustvarjamo vrednost, in potem, kaj pa je s tem narobe? S tem je narobe to, kar v tej knjigi, kako bomo preživeli in uspeli, razlagamo, kaj je bistvo sedanjega neoliberalnega, visoko financializiranega kapitalizma, globalizma. To je, da je ta sistem zgrajen tako, da se nujno mora stalno širiti. Če se ne širi, propade. In zdaj smo v tej točki, ko se širi ta globalistični sistem in v vesolje, v orbitalne te nadzorne postaje in v molekule živega, torej življenja in človeka in narave in živali in tako naprej. To je to širjenje, ki pa mislim, da bo pripeljalo do propada tega sistema. In zato moramo nujno vedeti tudi, kaj hočemo od družbe. Ne samo, da tega nočemo, kar je jasno, In mi v našem zavodu in s to knjigo dajemo tudi nek osnutek, kako bi bilo možno zlahka upravljati človeško družbo, tako da smo vsi angažirani po svojih zmožnostih, da so tudi neke razlike, ki so naravne. Eni so bolj pridni, eni so bolj pridni, eni so mladi, eni so stari. Ampak za harmonično delovanje družbe potrebujemo
produktivne inženirje, delavce, pa tudi babice, pa tudi dojenčke, pa tudi paznike, pa uslužbence. Pa vse mora v harmonično delujoči družbi funkcionirati, da procesi tečejo optimalno. No in zdaj gre človeška družba in slovenska družba v obratni smeri, a ne? Ko se kar spodbuja pasivnost, nedelo, a ne? Jaz se tudi z veliko podjetniki pogovarjam, pa ne dobim ljudi za delo. A ne? V Škofji Loki trgovci zapirajo, ker ni ljudi za delo. A ne? Se pravi, to je nek paradoks. Ljudem se vzame delo, ampak to niso ljudje sami povzročili, to sistem povzroča. Ne? In to namenoma, ne po nesreči. Tako. Pa če poveš, morda vsaj res priporočam v branje, zakaj si postavil knjigo Tezo 4 dogm. Torej dogma o demokraciji, CO2, virusu in denarju. Zakaj se ti zdi to temeljno za razumevanje, če želimo razumeti sedanjo situacijo, in zakaj se ti zdi nujno, da se vsaj strokovnjaki do tega opredelijo? Ja, do tega spoznanja so postopoma prišla z soavtorico te knjige, dr. Katarino Vidner-Ferkov, doktorico antropološke medicine. Jaz sem najprej mislil, tako kot so nekateri ekonomisti pisali o mitih, ampak ona v debati z njo so prišla od tega, da je poimenovanje dogma pravilno, bolj pravilno. Gre pa za to, da so temeljni procesi v družbi danes ujeti v dogme, ki jih je koncentrirana moč kapitala. Tle so najbolj v ospredju bili Rockefellerji in njihovi partnerji, milijonarji nekoč, potem malo milijarderji, ki so vzeli pod kontrolo že konec 19. stoletja, se je pojavila ta dolgoročna strategija monopoliziranja področji proizvodnje denarja, farmacevtike, šolstva in političnega sistema. Tako da to so, se pravi, ta 4 področja, ki jih skrajšano imenujemo dogma denarja, dogma virusa, dogma ogljikovega dioksida, dogma demokracije, pomenijo kaj? Na področju denarja gre za monopol nad izdajanjem denarja, ki je zdaj globalni problem. Se pravi, v tej knjigi razlagamo, kaj je pravilno razumevanje denarja. Da denar sam po sebi nima nobene vrednosti, denar je dokument, ki kaže na upravičenje do enega deleža družbenega proizvoda. V današnji družbi je pa denar fetišiziran in vse to, kar se dogaja na borzah, kar se dogaja z temi naložbenimi korporacijami, kar se dogaja špekulativnim kapitalom, vse to je fetišizirane denarja in pripisovanje denarju neke funkcije, ki je v resnici nima. Tu niti ni gre za tako inovacijo. Nekateri ekonomisti v preteklosti so te stvari kvalitetno temelje za tako razmišljanje postavljali, kot naprimer Karl Polanyi ali pa Michael Hudson in številni drugi. Mi samo stvari tukaj bolj kontekstualno med seboj povezujemo tudi z drugimi področji. Drugo področje, ki je zelo pomembno, je področje biologije, kjer imamo od konca 19. stoletja naprej opravka na Pasteurjevi prevari utemeljeno tako imenovano teorijo klic. To pomeni neko koncepcijo, da mikroorganizmi napadajo človeka in samo cepiva so rešitev, in to je zdaj pripeljalo do prave zdravstvene katastrofe. Tukaj ta knjiga seveda pojasnjuje, da prvič patogenega virusa ni, da pa so hudi zdravstveni problemi, ki smo jim priča in v Sloveniji in širše, imajo pa v resnici druge vzroke. Ne gre za neke podivjane mikroorganizme, še najmanj viruse, ki niso bili nikoli dokazani, ampak da gre za posledice predvsem zastrupljanja, napačne prehrane, pomanjkanja prehrane, za psihične pritiske, stres in za
negativna elektromagnetna sevanja. To so temeljni vzroki bolezni, ki se jih da pozdraviti samo z drugačnim upravljanjem družbe. No, posebej se posvečamo denarju, zato ker denar poimenujejo kot mater vseh dogem, kot temeljno dogmo, zato ker v bistvu tisti, ki ne bi smeli imeti nobene vrednosti, si zdaj prisvajajo večino vrednosti ustvarjene v človeški družbi in z njo potem gospodarjajo in ustvarjajo vojne, epidemije, pomanjkanja, celo vremenske ujme in nenormalnosti. Zelo pomembno je, zdaj je v bistvu mogoče celo najbolj aktualna tema ogljikovega dioksida, kjer v tej knjigi pojasnjujemo, da ogljikov dioksid ni vzrok spremembe temperature, še najmanj, da bi povzročil neko globalno segrevanje, ampak prvič je ogljikov dioksid je plin življenja, njegova prisotnost je zdaj na spodnji točki, kajti brez ogljikovega dioksida ni fotosinteze, ni rasti rastlinja. Tako da je ta histerija, z Greto Thunberg vred in tako naprej, je ena velika prevara, ki nam pa zdaj kroji in hoče krojiti življenje, nas zapirati v 15-minutna tako imenovana smart mesta, omejevati možnosti našega gibanja. Skratka, to v bistvu ta energetika, napačen pogled na CO2 in na vzroke sprememb okolja, je izgovor za uvajanje najbolj brutalnih ukrepov, ki jim že začenjamo biti priča. No, četrta dogma je dogma političnega sistema oziroma dogma demokracije. Mi živimo v napačnem prepričanju, da je sistem ta naš dejansko demokracija. Mi živimo v sistemu, ki ga ameriški politični filozof opiše z invertirani totalitarizem. To pomeni, to ne gre za standardni totalitarizem, kot so bili recimo nacizem, fašizem, komunizem, ampak gre za četrto obliko, ki ima na zunaj obliko parlamentarne demokracije, volitve, kampanje, vse zgleda v redu. V resnici je pa isti mehanizem in isti učinek totalnega obvladovanja državljana. Kot prej navedeni totalitarni sistemi, okrog katerih med strokovnjaki niti ni dileme, da so totalitarni. Ampak tudi ta je, se pravi, mi živimo v totalitarizmu, kjer mogoče se desetletja nazaj zadeva ni tako jasno videla, ker je bilo več razuma, recimo v tistem obdobju Maynarda Keynesa pa tako naprej je bil kapitalizem bolj razumno upravljan, in je izgledalo, da bo ta sistem postopoma se razvil v nekaj, kar so nekateri poimenovali socializem, ali pa neko drugo obliko državljanom bolj prijazno, pa se ni. Tiste zavore so popustile racionalnosti in etike, ki so včasih bile pri državnikih prisotne. Tako da je zelo pomembno se zavedati te četrte dogme, ki jo v tej knjigi opisujemo, da ne živimo v demokraciji, da demokracijo moramo vzpostaviti, ampak tako demokracijo, ki bo realna in ki bo delovala. Ker demokracija kot neka zamisel iz antičnih časov, niti v antiki, niti kadarkoli kasneje ni živela, ni delovala kot nek delujoč sistem. Demokracija je neka vizija, ki jo moramo razumeti in jo lahko razumemo kot sistem, ki ljudem daje veljavo, ki jim daje tudi možnost soodločanja, ampak ki rezultira v upravljanju družbe v dobro ljudi. Ta zadeva ni tako enostavna, ker večina ljudi ne ve nujno, kaj je za njih dobro. Kar pa ne pomeni, da so neumni. Vsakdo od nas nekaj ve. Ampak demokratična država pa mora biti upravljena tako, tudi upravljanje države je strokovno vprašanje, tako kot je upravljanje recimo firme, strokovno vprašanje. To ne more kar vsak, ki pride po cesti, pa bo tebi dajal naloge, kako bo to, kako bo ono. Lahko je koristen sodelavec pri nekem segmentu, ki ga delate,
ampak celoto pa mora en tim vodstveni obvladati. No? In to je takoj tudi v državi. Ne? Toliko na kratko, da ne bom predolg. In zdaj, kaj pa ta novi sistem, ekonomski sistem in programabilni denar? Kako to, sem so se vlagale milijardni zneski, ne, v razvoj tega novega sistema. Kako to posega te spremembe, ki jih planirajo na vsa področja našega življenja, kako to spremeni celoten sistem, ne samo ekonomski in finančni. Ja, tako kot je dr. Klaus Schwab napovedal, ne, združili bomo vašo biološko, digitalno in fizično identiteto, to je digitalno suženjstvo. Programabilni denar je smrtonosno orodje, s katerim vsakemu državljanu odmerjajo neko kupno moč in mu vsak trenutek tudi vzamejo. Se pravi, programabilni denar pomeni, da jaz več kot 15 km od svoje hiše, moj denar ne bom imel več kupne moči. Tudi če imam na bančnem računu 100.000 evrov, mi ga lahko ugasnejo jutri, nima več kupne moči. Tako da to je bi rekel, totalni stalinizem. Totalni stalinizem. Mislim, kot je direktor Bazelske banke za mednarodne poravnave BIS-a, ta močan gospod, povedal, oni živijo v čisto tem, da imajo oni, kot bi rekel, neka od nikogar izvoljena zadeva, kot centralna banka centralnih bank, pravico vsem državljanom sveta določati, kaj bojo jedli, kaj bojo kupovali, če se ne bojo kupovali, če ne bojo pridni, če bojo kritični, se jim ugasne kupna moč. To je konec človeške civilizacije. Popolnoma nesprejemljivo. In se proti temu treba boriti tudi konkretno, vsak trenutek, nobene globalistične rešitve sprejemati, plačevati z gotovino čim več. Čim več kupovati lokalne proizvode, čim bliže proizvajalcu. Odklanjati globalistične proizvode. Že iz principa, pa tudi zavedati se, kaj vse pomenijo. Odklanjati električne avtomobile, ker so okoljsko katastrofalna zamisel. Ena od največjih prevar so električni avtomobili. Tudi zdravju neposredno nevarni. No in podobno. Tle je še veliko stvari, ki jih mi lahko in ta naš zavod poskuša ljudem dati tudi praktične napotke, kako se lahko v vsakodnevnem življenju moramo reči ne vsem tem zadevam glasno, se tudi vključevati v protestiranje, istočasno pa mi seveda povezujemo ta nestrinjanja v nek program. Andrej, bi ti tu še kaj dodal? Kaj bi bilo pomembno, kaj da ljudje tako v vsakodnevnem življenju zavrnejo? Jaz bi samo še dodal, da kaj morajo. Jaz bi dal predlog, da bi morali vsi plačevati z gotovino. Ko dobijo tisti, ki dobijo plače, dvigniti denar, pa plačevati z gotovino. Da imaš čim manj kartic, da je čim manj, potem živijo dejansko banke od nas, ampak da se to postavi red, ker če ti imaš dejansko gotovino, vse pripomoreš. To bi jaz dal kot prioriteta. Namesto plačila s kartico, ko dobijo nakazano, vsak pač dvigne iz računa, primer, polovica, pa koliko, tako so imeli včasih doma gotovino, se plačuje z gotovino, če hočeš dejansko malo zatreti to, upočasniti zadevo. Kaj pa te pametne naprave? Vemo, da podatki so zlato, da zbirajo naše podatke in potem jih manipulirajo z njimi na razne načine. Kaj je vajino mnenje o teh pametnih napravah? Ja, mene je enkrat naša članica kritizirala, ker sem nosil ure, ki meri puls, in sem od takrat naprej tiste ure več ne merim. Se pravi, odpovedati se je potrebno vsem napravam, ki naše aktivnosti sporočajo omrežju.
S tem se ne da dokončno rešiti, ampak je pa signal. Ne? Tako da tudi zavrniti vsake neke povratne informacije, omejiti na Facebooku in na ostalih zadevah stvari res na izmenjavo konkretnih informacij, ne sodeleževati nekih vsebinskih zadev, ker tu nam samo merijo pulsa. Ne? Recimo, meni so zelo zgodaj ukinuli, izbrisali Twitter račun, ker sem dajal zgleda preveč kontekstualna sporočila, a ne? So pa grozljive stvari objavljene na Twitterju. To pomeni, sistemsko se pošiljajo vse sorte informacije in se analizira, kako ljudje reagirajo. To je treba čim bolj omejiti, koristiti te tehnologije do tiste mere, kot so koristne nam, a ne? Drugače pa res na vsakem koraku, tako kot je Andrej povedal, vztrajati na klasičnih rešitvah, zavračati tudi, a ne? Te pametne, tako imenovane pametne. Ne? Sej, mi si moramo tudi razumeti, kaj pomeni smart, a ne? Smart rešitve. Smart ne pomeni pametno. Ne? Smart je kratica za self-monitoring and reporting technology. Analyzing and reporting technology. Prav, smart pomeni avtomatično sporočanje mojega stanja in je v bistvu del totalnega nadzora, ki ga načrtujejo preko 5G-ja in ostalih zadev v Smart City, a ne, kjer je v Sloveniji v ospredju Maribor, Kranj, Nova Gorica, ne, Ljubljana tudi. Ne. To pomeni digitalno zapreti, ne. In jasno, idealno bi bilo, da imamo vsi električne avtomobile, ker električni avto ti ne bo več delal čez tisto mejo, ki bo programirana, ne. Te bo mogoče zapeljal lahko direktno v zapor, a ne. Ali karkoli. Ne. Tako da globalisti nobene od tehnologij ne uvajajo v dobro človeka. To je osnovno kmečko pravilo, od tukaj naprej pa lahko gremo v detajle. Pa bi lahko morda na koncu še oba povabila ljudi, da se nam v čim večjem številu pridružijo. Ne? Kajti ni dovolj, da so vsak zase, kot že povedano danes večkrat, da se vsak zase upira, rabimo pač neko organizacijo, nek program, da bomo imeli neko moč, moč pritiska na... Ja, moje področje delovanja je predvsem to strokovno jedro. Pri razvoju stikov in odnosov na medčloveški ravni s članstvom je pa Andrej prva oseba. Izvoli. Jaz bi povabil dejansko vse, ki isto razmišljajo kot mi, vse isto misleče, da se nam pridružijo na naši skupni poti, ne? Da končno lahko uspemo in pač dosežemo svoje cilje. Kaj rečem, tujega nočemo, svojega ne damo. Bravo. To bi jaz povedal. Tako je, super. Hvala vam za pogovor. Hvala tebi. Hvala tebi.